Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Včerajšnja seja mestnega sveta je bila prva po dolgem času po poletju, tako da so imeli svetniki marsikaj za povedati, ker nekaj stvari je bilo seveda odprtih, kar je svetnike zanimalo, od poplav, raznih neurij in seveda kako potekajo projekti v tem času. Veliko debate na začetku je bilo seveda največ pri premoženjskih zadevah, tudi je bilo tudi predstavitev raznih intervencij, ki so se dogajale. Med premoženjskimi zadevami so bile tudi prerazporeditve za to, da projekti lažje potekajo, ena razlastitev ter plan pridobivanja in prodajanja premoženja. Med vsebinskimi zadevami pa smo se pogovarjali o novem odloku glede organiziranja mestne uprave, kjer se oddelek za projekte pač razdeljuje na dva projekta. To je zelo pomembno zaradi tega, ker je Kranj bil sprejet v misijo 100 pametnih in podnebno nevtralnih mest do 2030 in je veliko odgovornosti in projektov glede tega, zato pač se mestna uprava razdeljuje na ta dva oddelka, da boste lahko lažje delala na svojih nalogah. Imeli smo potem tudi prvo branje odloka o rabi javnih površin. Tukaj se gre predvsem za to, kako urejamo razne začasne prireditve, gradbene odre in podobno. Hkrati je pa priloga temu odloku tudi karta umestitve gostinskih vrtov v starem mestnem jedru na javnih površinah. Ta pa pomeni, da stremimo k čim bolj enovitemu in privlačnejšemu izgledu starega mestnega jedra. Daje pa tudi odlok seveda možnost nadzora in kaznovanja, kar je bilo prej precej slabše urejeno, ker je bilo to pač pogodbeno razmerje. Imeli smo tudi hitri postopek odloka za način upravljanja obvezne gospodarske službe 24-urne dežurne pogrebne službe. To je bilo nujno zaradi uskladitve z zakonodajo. Pomembna stvar je tudi, da smo na Kokrici sprejeli lokacijsko informacijo. Ta pa nam omogoča, da bomo denar, ki smo ga v bistvu že prejeli od Ministrstva za šolstvo, za širitev osnovne šole, podružnične šole Kokrica, da bomo lahko pridobili gradbeno dovoljenje, ker se načrtuje kar večja razširitev te šole. Kot zadnjo točko smo pa sprejeli pač kdo so letošnji občinski nagrajenci za leto 2023. To bodo častni občan bo gospod Mateo Šoman iz Tržišča, potem nagrado mestne občine Kranj prejme Društvo paraplegikov Gorenjske, listino o priznanju mestne občine Kranj prejmejo Živa Slavec, Matjaž Bogataj in Varstveno-delovni center Kranj, veliko plaketo mestne občine Kranj pa gospod Vladislav Oržen, veliko Prešernovo nagrado pa gospa Berta Golob. Lahko nekaj o ledni dvorani? Seveda. Ledna dvorana, začasna ledna dvorana, kot smo jo svetniki pred leti potrdili, na Zlatem polju je bilo javno-zasebno partnerstvo, tako za dvorano kot tudi za bando. Gre za pač stvar, ki se vleče že precej dolgo časa. Občina se je pa iz racionalnosti odločila, da zadevo odkupi in preneha plačevati najemnino, ker verjamemo, da bi ta denar bil precej bolj koriščen za druge, predvsem športne namene. Torej letos ta odkup še? Ja, čim prej. So bila pa pogajanja precej trda. Gospod je prišel z zelo visokimi številkami, ki so na začetku bile podobne, da bi kupovali novo dvorano, ampak se je župan uspešno izpogajal pa prišel na neko normalno številko. Je pa tudi ta objekt ima zelo čudno zgodovino pa dolgo brado. V tem mandatu smo končno uspeli dobiti dejansko tudi vse papirje, se pravi in uporabno in gradbeno dovoljenje, kar je pač prej bil
malo težava oziroma stvar interpretacije, kako jo kdo gleda, ampak sedaj ima ta dvorana vse papirje. Nekako smo bili ujetniki tega zasebnega partnerja, zdaj pa pač želimo čim prej priti do nove, stalne ledne dvorane, da to postane nacionalni športni hokejski center. Ta projekt ima tudi podporo Hokejske zveze pa Olimpijskega komiteja Slovenije. Želimo čim prej priti do tega, ampak kar nekaj časa bo pač trajalo pridobivanje papirjev pa ustreznega financiranja. V vmesnem času si pa občina Kranj niti hokejski klub Triglav Kranj ne morata privoščiti, da bi pač naši hokejisti hodili nekam drugam trenirati in igrati. Torej boste to dvorano potem podarili, pa na njenem mestu si želimo kako mišljeno? Ne, plan je hokejsko dvorano, če seveda bo vse po sreči, je želja, da se nova hokejska večnamenska dvorana naredi na stadionu Stanka Mlakarja. Če to zaradi OPN-ja ne bo možno, je vmesna varianta potem na Zlatem polju pri novem domu upokojencev. Tukaj na tem mestu, kjer je zdaj ledna dvorana, bo pa pač naprej ostala ta šotor in namenjena za različne prireditve, treninge. Pač ima še vedno uporabno vrednost in verjamemo, da jo bodo naši športniki z veseljem pa z pridnostjo uporabljali. Smo že ravno na Zlatem polju, kaj se tam zraven dela zdaj? Je zelo razkopan. Tam podjetje Dolno gradi stanovanjsko sosesko. Mislim, da je 8 blokov, cirka 250 stanovanj. Trenutno gradijo javno komunalno infrastrukturo in cesto, potem v drugi fazi pa seveda še gradnja blokov. Nisem sploh vedela, da bomo tak projekt v Kranju. Ja, v bistvu sta zdaj dve večji stanovanjski soseski, sta trenutno v gradnji. Ena je ta na Zlatem polju, druga je na področju bivše Gorenjske mlekarne. Tam pride cirka 400 stanovanj, tukaj na Zlatem polju 250, tako da se zelo veliko gradi na stanovanjskem področju. Jaz mislim, da so nekako, sicer mogoče se zdi v napačnem času, ampak verjamem, da v času, ko bojo zgrajena ta stanovanja, da bo ta nekako kreditni krč bo ravno konec in bo to odličen čas za prodajo stanovanj. Dajmo še ta refinanciranje kreditov. Ja, Mestna občina Kranj, oddelek za finance je pač budno spremljala, kaj se dogaja na finančnih trgih. Mi smo imeli kar nekaj kreditov z različno ročnostjo, z različnimi obrestnimi merami, od 0,75 do 1,5 pribitka, kar pač vse je lepo in prav, ampak trenutno smo pač uspeli se z bankami, ki imajo seveda zavarovanje v javnih financah, smo se uspeli dogovoriti, da refinanciramo teh, mislim, da 6 kreditov v enotnega z dobo odplačila 12 let pa z pribitkom 0,7, tako da pač si obetamo precej racionalizacijo na tem področju, pa seveda to pomeni en kredit, ne pa več 6, tako da nam tudi daje več prostora pri financah, ker iskreno povedano, mogoče spremljate, kaj se dogaja v Mariboru, tudi mi smo večkrat to omenjali. Občine, predvsem večje, imamo velike težave z financiranjem, smatramo, da pač država ne daje dovolj denarja, to smo tudi Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo smo jim večkrat dokazali. Obljubljajo se neke odškodnine, Kranj si od tega obeta med 3 in 4 milijone evrov letno, da smo podplačani in res si ne želimo, pač, da bi krajšali na kakšni kulturi, na športu pa takih zadevah. In si želimo, da bi se to dvignilo, hkrati pa si želimo seveda, da bi se financiranje za mestne občine uredilo. Če je povprečnina lanskega oktobra se zvišala na 700 evrov,
je treba razumeti, da je to samo nominalno, potem pa občine dobijo zelo različne zneske, se pravi od maksimalno, mislim, da okrog 1400 evrov na prebivalca, večje občine dobimo bolj tam okrog 600-650 evrov, Kranj konkretno dobi 640 evrov, se pravi, če ne bi bila ta nominalna vrednost 700 na prebivalca, mi dobimo za vsakega prebivalca 60 evrov manj, tako da to je kar nekaj denarja vsako leto in potem pač si lahko predstavljate, da manjše občine imajo sicer več denarja na voljo za investicije, ampak se potem zgodi, da nimajo kadra, nimajo pač ustreznega znanja akumuliranega v občinskih upravah, da kakšne naloge več, se pravi naloge kot so zeleni prehod, pametno mesto, še posebej pa kakšne katastrofalne ujme, kot je bila ta avgusta, pač razgaljajo ta sistem, da manjše občine tega niso sposobne financirati, niti ne sploh. Mislim, financiranje ni tak problem, kot je problem kadrovski, ker tega ne morejo, potem pa pač večje občine pošiljamo svoje kadre tako na ocenjevanje škode, na ocenjevanje gradbenih posegov, kot tudi pač te nujne enote civilne zaščite pa gasilcev. Tako da to je en velik problem v Sloveniji in upamo pač, da se to uredi. In javne finance, posebej v lokalnih skupnostih, trenutno ne delujejo. Želimo si ali novega zakona ali pa pač nekega resnega poskusa regionalizacije. 230 000 evrov sem videla, da ste dali za intervencije in za sanacijo. Zaenkrat, kakšna je bila pa škoda, koliko denarja boste še rabili? Okrog milijona, ne, vse skupaj. Se pravi, Mestna občina Kranj je v ujmah izdala za okrog 230 000 evrov naročilnic. To so bile pač te interventne zadeve za najnujnejše stvari. Cirka milijon oziroma malo več je bilo pa direktne škode na javni infrastrukturi. Ampak to ne pomeni, da ne bo še kakega evra več, ker naprimer, če vzamemo za primer Planiški most, da se samo uredi v sedanjem stanju, je ocena okrog 1 300 000. Seveda je ta most neustrezen, tako da tudi če bi ta denar dal, bi še vedno pač ne bi bil ustrezen. Tako da smo tudi zaradi pač te ujme pospešili svoje napore, da čim prej naredimo novi most. Gradbeno dovoljenje že imamo, trenutno se izdeluje PZI dokumentacija. To pa pomeni, da ko jo imamo, gremo takoj v razpis za izvajalca in planiramo, da nekako ob koncu leta ali pa začetku prihodnjega leta že imamo izvajalca in z prihodnjim letom pospešeno začnemo z gradnjo. Kaj pa ta most? A se končuje po planu? Savski. Savski most so načeloma vse stvari po planu. Nismo se nismo veliko komunicirali tega, ampak dejansko so nekatere poškodbe na tem mostu. Odneslo je te betonske kocke, ki ne bi branile opornike, te je odneslo, potem odneslo je spodaj gradbene odre, tako da tukaj nekaj zamude je. Upamo, da to na časovnici dolgoročno ne bo pomenilo kakšne zamude, zaenkrat se stvari kažejo, ampak lahko pa bo to tudi pač upravičen razlog izvajalca, da stvar za kakšen mesec podaljša. Mi si tega ne želimo in želimo pač, da je 20. novembra zadeva zaključena. Vsekakor si pa želimo, da, ker izkazalo se je med časom gradnje, vsi smo predvidevali, da bo pač večji nek prometni kolaps glede tega. Na terenu se kaže, da temu ni tako, da promet pač vseeno poteka lepo tekoče, kljub temu, da mora nekdo narediti kakšen kilometer več. Je pa večja težava pri pešcih in kolesarjih in to si želimo čim prej urediti. Se pravi, takoj, ko bo možno, bomo pač uredili urejen dostop za pešce in kolesarje čez ta most.